Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi v današnji, malce ljubezensko obarvani pravljici bomo spoznali kokoško, ki se je zaljubila v petelina. A ostale kokoši niso želele ostati brez petelina, zato so se odločile, da se bodo tudi one potrudile za petelinovo naklonjenost. Me prav zanima, kako se bo vse skupaj končalo in kako se bo na vso zmešnjavo odzval petelin. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici z naslovom Ko se kokoška zaljubi v petelina. Odkar je kokoška Tina znesla 2 jajci hkrati, je bila v kokošnjaku najpomembnejša kokoš. Pri vsem je imela glavno besedo. Dajala je navodila in delila nasvete. Nekega dne je tako kokoškam razglasila, da se je zaljubila v petelina Pepina. To je pomenilo, da se bo za kokoške v kokošnjaku marsikaj spremenilo. Da pa ne bi ostale brez petelina Pepina, so kokoške na tihem sklenile, da se bodo za njegovo naklonjenost še posebej trudile. Na jedilniku kokoške Lize so se odslej znašle le mravlje, pajki in čorvi. Obilna mesna prehrana je ključ do zdravja, je znala reči kokoška Liza petelinu Pepinu, ko mu je prinesla obilno kosilo. Nasprotno pa je kokoška Mici prav zaradi Pepina postala vegetarijanka. Jedla je le koruzo in solato. Zdravo jem in zdravo mislim, si je ponavljala vsakič, ko jo je zamikal mesni prigrizek. Upala je, da si bo s sijočim zdravjem pridobila Pepinovo naklonjenost. Kokoška Brina je 3-krat na dan dvigovala uteži, medtem ko je Rjavka na dan pretekla kar 5 kilometrov. Za lepoto je treba potrpeti, sta si prigovarjali Brina in Rjavka, ki sta računali na to, da bo Petelin Pepin opazil njuno športno postavo. Amalija se je začela ukvarjati s prav posebno telovadbo, ki se ji reče joga. Je neprestano ponavljala in vztrajala v vseh mogočih in nemogočih položajih, ter bila prepričana, da bo takšno početje, če drugega ne, vsaj pritegnilo Pepinovo pozornost. In ker so imele vse kokoške ogromno dela same seboj, je kokoški Tini ostalo več kot dovolj časa za druženje s petelinom Pepinom. Nenehno mu je bila za petami in niti za trenutek ga ni izpustila izpred oči. Njemu pa se niti sanjalo ni, da ga je kokoška Tina hotela imeti le zase in da jo je razglasila za par. Opazil pa je, da mu je sledila na vsakem koraku, kar mu ni bilo prav nič všeč. In še marsikaj drugega ga je motilo. To, da so se kokoške cele dneve posvečale predvsem sebi. Kikiriki, presnete kokoši, je jezno kikirikal Petelin. V kokošnjaku se nekaj dogaja. Toda kaj? Se je glasno spraševal in pri tem tako grdo pogledal kokoško Tino, da bi ta od strahu skoraj omedlela. Ne bi ti znala odgovoriti, se je Tina izmikala odgovoru. Na drugem koncu kokošnjaka je zagledal Brino, ki je dvigovala uteži. Zakaj pa to počneš? Je vprašal Petelin Pepin. Da bo moje telo lepo in čvrsto, mu je odgovorila Brina. Potem je zagledal Rjavko, ki je že 3. pritekla mimo kokošnjaka. Danes še nisi znesla jajca, zakaj tekaš naokrog? Zdrav duh v zdravem telesu, je zaklicala Rjavka, ne da bi se ustavila. Kokoška Mici je ves dan iskala koruzo, kokoška Liza pa je kot mačka na miši prežala na čorve. Petelinu Pepinu je bilo vsega dovolj,
Zato je zakikirikal tako glasno, da bi kmalu strehe kokošnjaka popadala vsa opeka. Njegovo glasno kikirikanje je privabilo tudi kokoši in peteline iz sosednjih kokošnjakov. Ja, kaj pa se je zgodilo? So prestrašeno spraševali Petelina Pepina, ki se še vedno ni pomiril. Nobena kokošnja ne nese več jajc, se je razburjal. Mici vegetira, Lizi se ščrvi nažira in Brina, se ne boste verjeli, ta kokoš dviga uteži. Javka okrog kokošnjaka drvi, čeprav je njeno delo, da jajca vali. In Amalija, ta presneta kokoš, pravi, da meditira. Tina pa, kot da je kokoš brez spomina. Nenehno mi sledi in me ne izpusti izpred oči. In tole, je jezno kikirikal Petelin Pepin, je pravi svinjak. In pokazal na njihov kokošnjak. Neumnice, neumne, so se zgražale kokoši iz sosednjih vasi. Nič ne moremo za to, če se je kokoška Tina zaljubila v našega Petelina. Jih je v imenu vseh branila kokoška Liza. Nobena kokoš ne sme ostati brez Petelina, je zakikirikal najstarejši izmed Petelinov, Petelin Petrin. In če ne boste nesle jajc, se vas bo gospodarica znebila. Kaj sem storila? Je skesano zakokodakala kokoška Tina, ki je bilo žal, da je zaradi svoje zaljubljenosti povzročila tolikšno zmedo. Tudi druge kokoške so priznale, da so nespametno ravnale in bi zaradi tega prav lahko ostale brez glave. In ker se je na koncu vse srečno končalo, se je tudi Petelin Pepin hitro pomiril in kokoškam velikodušno oprostil. Na tihem pa jim je priznal, da so prav lepih postav in bistrih glav. Je kako zabavna in zanimiva pravljica, kaj ne? Ja, kokoške so bile pa res izvirne. Vsaka posebej je bila nekaj posebnega. Prav neverjetno, na kakšne načine so želele očarati Petelina. A Petelin kljub temu ni ugotovil, čemu se v kokošnjaku dogajajo spremembe. No, a na koncu so se kokoši upravičile za zmedo, Petelin pa jih je celo pohvalil. Super pravljica, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski, ljubezensko obarvani pravljici z naslovom Petelinček se zaljubi. Prijeten pozdravček prav vsem. Lepo se imejte. Čau, čau. Zaljubljene kokoške. Prav lušne sta bile.